Torej, pozdravljeni, spoštovani najprej bruci, dobrodošli, kot ste v teh dneh najbrž že slišali in še boste, dobrodošli na Univerzi v Mariboru. Pozdrav tudi tistim, ki niste več bruci, ki pravzaprav letos prestopate prag fakultet drugič, tretjič ali že, skratka, imate že nekaj kilometrine. Zdaj študij zahteva tudi dobro mentalno kondicijo in na Univerzi v Mariboru se zavedamo, da naloga univerze ni samo opremiti študente z znanjem, ampak je pravzaprav študij ena taka formativna izkušnja, kot rečemo temu, torej skozi študij se boste spreminjali, se oblikovali v strokovnjake, osebnostno rasli in če želimo, da se izučite v dobre strokovnjake, nam seveda mora biti mar ne samo za vašo študijsko uspešnost, ampak tudi za vašo duševno dobrobit. Današnje predavanje, izobraževanje, bo potekalo v 2 delih. V prvem delu vam bom jaz, moje ime je Katja Košir, torej sem profesorica na oddelku za psihologijo, torej jaz vam bom predstavila nekaj takih osnovnih smernic, ki lahko pomagajo pri uspešnejšem začetku študijskega leta, pri razmisleku o tem, kaj lahko za dobro počutje in študijsko uspešnost naredite sami. Potem v drugem delu, torej druge pol ure, vam bo pa kolegica Ana Jerman, ki je tudi zdaj tukaj že z nami, predstavila, torej kot specialistka klinične psihologije, zaposlena v zdravstvenem domu Adolfa Drolca, predstavila torej, kaj narediti, ko sami nekim stiskam niste več kos, kako sploh prepoznati, da potrebujete neko strokovno pomoč in kje jo poiskati. Tako, pa bomo kar začeli s tem prvim delom. Torej, prehod na novo izobraževalno raven načeloma predstavlja enega izmed bolj stresnih življenjskih dogodkov. Vstopate v novo okolje, ki si ga morate šele udomačiti, da se boste v njem potem zares počutili varne, torej varne v nekem psihološkem smislu, torej da bo novo okolje za vas postalo predvidljivo, da se boste na vaši fakulteti počutili kot del skupnosti. Nekateri, zdaj ne vem, koliko vas je tukaj brucev in koliko vas je študentov višjih letnikov, jaz prvenstveno nagovarjam bruce, tisti ostali, ki pa ste že študenti z nekoliko daljšim stažem, pa lahko mogoče zdaj malo podoživljate svoja začetna študijska leta, pa primerjate, kako je bilo, ko ste pričenjali in kako je zdaj, torej s kakšnimi občutji vstopate v študijsko leto zdaj. Skratka, tisti, ki letos prvič prestopate prag fakultet, ste nekateri zamenjali ne samo kraj izobraževanja, ampak tudi kraj bivanja. In jaz sem precej razmišljala, kako vas nagovoriti, glede na to, da prihajate vsak s svojimi pričakovanji, skrbmi, strahovi, posebnostmi, stiskami, seveda tudi radostmi in tudi načrti. Sem pa skoraj prepričana, da je en majhen črviček skrbi prisoten pri skoraj vseh. In običajno se nam v takih situacijah zdi, da smo edini, ki nam je težko, torej da so drugi mirni in samozavestni in da vse vrhunsko obvladujejo, samo mi smo tisti, ki nam ne gre tako zelo dobro. Zdaj v novih situacijah, ko se v nekem novem okolju še ne čutimo varno, smo ljudje zelo nagnjeni k ustvarjanju vtisa. Tako boste tudi vi, ko boste 1. oktobra vstopili v predavalnice, najverjetneje videli množico pretežno nasmejanih in navidezno mirnih novih obrazov. Ne boste videli strahov, stisk, ki so za tem, in najbrž boste tudi vi poskušali svojo negotovost čim bolj prikriti, kar je čisto v redu, ker ima neko funkcijo samozaščite, torej da se ne razkrivamo v nekem okolju, ki za nas še ni dovolj domače, ni dovolj varno, ki ga še ne poznamo dovolj dobro. Obenem pa to ustvarja tudi en napačen vtis, da gre drugim vse mnogo bolj lahkotno, da so mirnejši, da jim je vse jasno. Zato bi zdaj rada z vami za začetek izvedla eno kratko aktivnost,
katere namen je, da ozavestite lastno doživljanje in da mogoče na način, ki je varen za vse, dobite vpogled v to, kako prehod v študijsko okolje doživljajo drugi. Zdaj tisti, ker mislim, da vas je tukaj nekaj takih, ki najbrž niste prvič študenti, torej že imate neke izkušnje, tisti ste vabljeni morda, da tudi malenkost poskusite ozavestiti, kako ste se počutili kot bruci. Ja? Lahko pa razmišljate o tem, kakšna doživljanja pa prepoznavate pri sebi ob pričetku vašega študijskega leta zdaj. Tisti, ki ste bruci, za vas je še posebej pomembno, da poskusite ozavestiti, kaj je tisto, kar pravzaprav zdaj ta hip vse doživljate. Torej, vabim vas v okolje Mentimeter, nekateri ga poznate, zagotovo, če ga še ne poznate, nič hudega, v svojo napravo, torej v spletni brskalnik, vtipkajte www.menti.com in potem uporabite kodo 39679367. Napisana je na tej drsnici in prvo vprašanje od vas zahteva, da razmislite pa navedete 3 svoja doživljanja pred pričetkom študijskega leta. Načrtno sem nastavila zadevo tako, da navedete 3, ker imamo ljudje v takih situacijah pogosto mešana doživljanja. Veselje, pričakovanje, strah, negotovost, dvom, tesnobo ali pa vsega tega po malem. Mogoče je pri vas več prijetnega vznemirjenja, mogoče prevladuje neprijetno, pa tega prijetnega še ne čutite. Nič ni samo po sebi bolj prav. Je pa fajn, da ozavestite, torej s tem ste prvič bližje sami sebi, obenem pa nam poznavanje sebe omogoča tudi več nadzora nad našim vedenjem, pa če bomo zdaj to aktivnost naredili skupaj, nam bo to omogočilo nekaj uvida v to, kaj pa doživljajo drugi. To je včasih lahko tudi nekoliko v olajšanje. Jaz vas bom pustila, da v miru razmislite, zdaj to sem pozabila povedati, v Mentimetru ste absolutno anonimni, tako da naj vas ne skrbi to razkrivanje, ki ga tukaj zdaj prakticiramo, je varno. Nihče ne bo vedel, katero so vaši odgovori. Tako da jaz vam bom potem na koncu pokazala, kaj je nastalo v Mentimetru, pa zdaj si pa kar vzemite čas pa razmislite. Vidim, da imamo že 4 odgovore, super, vi zdaj še ne vidite tega. Potem pa vas čakata v Mentimetru še 2 vprašanji. In sicer, česa se ob pričetku novega študijskega leta veselite in kaj vas ob pričetku novega študijskega leta skrbi. Za ti 2 vprašanji si lahko vzamete čas, torej ker sami se lahko potem pomaknete naprej, pa odgovorite. Jaz bom zdaj nadaljevala s tem, kar sem vam nameravala danes povedati, pa bomo odgovore pogledali potem ob koncu tega mojega dela, tudi pripela vam jih bom v klepet, da si jih boste lahko sami potem bolj podrobno ogledali. Torej, vabljeni k sodelovanju v Mentimetru. S tem, kot že rečeno, na nek način ozavestite svoje doživljanje, pa pomagate tudi drugim, ker to, da je doživljanje tudi pri drugih nekako zelo mešano in burno, je nekaj, kar vendarle lahko nekoliko pomiri ob pričetku. Dobro, zdaj jaz si drznem trditi, da ko bomo pogledali vaše odgovore, bomo ugotovili, da ta izobraževalni prehod, ki je pred vami, najverjetneje različno doživljate. Razlikujete pa se tudi v vzorcih mišljenja, doživljanja, vedenja, ki bodo pomembno določali vaš pristop k študiju. Delno so ti vaši vzorci, ki so v ozadju vašega študijskega oziroma učnega vedenja, nekaj, kar se je oblikovalo tudi skozi vaše dosedanje izobraževalne izkušnje. Torej, prihajate na fakultete vsak že z neko svojo izobraževalno zgodovino.
In to je vidik, ki bi ga rada danes nekoliko nagovorila. Za vami je veliko let učenja, pa ne samo učenja tega, kar vam najprej pride na misel, torej matematike, zgodovine, kemije, slovenščine in tako naprej. Vaše dosedanje izkušnje z izobraževanjem so vodile tudi v socialno in čustveno učenje, torej učenje o tem, kdo ste in kakšni ste, kaj vam leži in kaj vam ne leži, pri čemer opozarjam, da je ta presoja lahko včasih precej napačna in lahko predstavlja tudi veliko oviro pri vaših nadaljnjih prizadevanjih, pa bom to malo pojasnila v nadaljevanju. Torej, naučili ste se tekom svoje izobraževalne zgodovine, kako se vedete, ko niste uspešni, kako se motivirate, ko vam ne gre, ko je težko. In to, kar sem jaz imenovala socialno in čustveno učenje, ta oblika učenja je nekaj, kar poteka implicitno. To pomeni avtomatsko, samodejno, zelo pravzaprav delno ozaveščeno, torej pretežno neozaveščeno, tudi na osnovi sporočil, ki jih o sebi, o drugih, o tem, kakšen naj bi bil svet, pridobivate oziroma ste dobivali iz vaše okolice, od učiteljev, od vrstnikov, od staršev. In v letih vašega dosedanjega izobraževanja se je oblikoval delno tudi vaš odnos do neuspeha. In o tem bi rada v nadaljevanju govorila, z enim takim mini zadržkom sicer, da vam še preden ste sploh začeli s študijem, govorim o neuspehu, ampak verjemite, je pomembno. Mnogo bolj pomembno je, da se danes tukaj pogovarjamo o neuspehu, kot pravzaprav, da bi razmišljali o uspehu. Namreč strah pred neuspehom je ena izmed največjih ovir na vaši karierni poti oblikovanja v strokovnjake. Spoprijeti se z neuspehom, z doživljanjem neuspeha oziroma lotiti se nekih študijskih ali pa potem kasneje delovnih izzivov, tudi kadar ni zagotovila, da boste uspešni in da bo vaš trud poplačan, zahteva veliko poguma. Neuspeh namreč boli. In naravno je, da se ljudje izogibamo situacijam, ki so potencialno boleče, pri čemer je v določenih okoliščinah neuspeh še dodatno boleč. Takrat ljudje običajno vklopimo obrambne mehanizme, torej neke vzorce vedenja in mišljenja, ki naj bi nas ščitili pred doživljanjem bolečine ob neuspehu. Žal pa predstavljajo ti vzorci velikokrat tudi velike ovire na poti do uspeha. Torej, jaz vas vabim zdaj, da nič ni treba odgovarjati, ampak da vsak zase razmislite o tem, kakšen je vaš odnos do neuspeha. Kako se vi počutite, ko niste uspešni, kaj takrat doživljate, kakšne so neke vaše avtomatske misli, kaj naredite, kako si neuspeh razlagate, čemu ga pripisujete. Torej, zdaj bi rada malenkost spodbudila razmislek o tem, kakšna je vaša osebna prtljaga, če se malo metaforično izrazimo, torej s kakšno osebno prtljago vstopate na fakulteto. Neuspeh nikoli ni ravno prijeten, obstajajo pa neki vzorci mišljenja, ki naredijo neuspeh še dodatno boleč. Pa malo poglejte te misli, ki so zapisane na tej drsnici. Bomo si vsako posebej tudi pogledali malo bolj podrobno. Pa razmislite, če se prepoznate v kateri od zapisanih misli. Ti vzorci mišljenja običajno niso namerni, torej avtomatske misli so to do neke mere, samodejne, in so le delno ozaveščeni. Torej, v veliki meri gre za nek samodejen miselni proces, ki ga običajno spremljajo tudi neka močna čustva. Če si zdaj vsako od teh misli, od teh vzorcev mišljenja malo bolj podrobno pogledamo, torej ta prvi, nima smisla, da se sploh trudim, jaz nisem za
stavite poljubno področje. Ne? Jaz nisem za matematiko, statistiko, jezike, šport, ples, karkoli. Torej mi ne leži, ne? To je nekaj, kar si pogosto rečemo, že preden se lotimo nekih izzivov na nekem področju. Zdaj to razmišljanje na način, to meni ne leži, ali pa jaz pa nisem za to, ne, nima smisla, izhaja z enega takega precej napačnega prepričanja, da je uspeh predvsem stvar talenta, kar ne drži. Ja? Uspeh, to potrjujejo številne raziskave, uspeh je v največji meri posledica nečesa, čemur pravimo namerna vaja. Torej, to je takšna vaja, ki je usmerjena v to, da načrtno urimo vidike, kjer nam ne gre. Ja? Torej, namerna vaja pomeni to, da vi na osnovi povratnih informacij pravzaprav nekako ocenite, kaj so področja, ki jih morate še uriti in tista področja potem načrtno pilite, načrtno urite. In vrhunski dosežki so vedno pravzaprav posledica ene take dolgoletne namerne vaje. No, ampak, če se vrnemo k temu prepričanju, meni to ne leži, bi rekla še to, ne, da to mišljenje je velikokrat posledica neke dejanske slabe izkušnje na nekem področju. Ne, mogoče ste imeli, ne vem, pri matematiki v srednji šoli zares izkušnjo, da niste bili uspešni. Ampak posplošitev na način, meni matematika ne leži, je absolutno pretirana posplošitev. Ja, in ta posplošitev lahko predstavlja veliko oviro v vaših nadaljnjih prizadevanjih. Potem ta drugi vzorec mišljenja predstavlja vzorec, ki se imenuje učno samooviranje. Saj zmorem, ampak se mi ne da. Ko se bom res začela truditi, torej ko se bom res spravila k delu, takrat se bo videlo, kaj zmorem. To pomeni, da se, skratka, ta vzorec učnega samooviranja nekako predpostavlja, da se ne potrudimo maksimalno, ker to vključuje preveliko tveganje. Ker če dam vse od sebe, pa mi ne uspe, lahko to predstavlja pravzaprav neuspeh, ki je zelo boleč. Potrudila sem se, pa nisem bila uspešna. Tukaj lahko zelo hitro, napačno zaključimo, to očitno pomeni, da na nekem področju res nisem sposobna, res nisem talentirana. In ta vzorec učnega samooviranja pomeni, da se raje ne potrudimo maksimalno, da potem lahko rečemo, saj imam še rezervo, ne? Saj imam še nekaj manevrskega prostora. Če bi se pa res potrudila, potem bi se pa pokazalo, kaj zares zmorem. Ampak se še nisem. Ne? Tako da načrtno vlagamo manj, kot bi lahko, da potem recimo, če nismo uspešni, imamo lahko dobro razlago, zakaj nam ni uspelo. Saj se nisem potrudila. Če nam pa slučajno uspe, se pa lahko trkamo po prsih in to razumemo kot dokaz svojih izjemnih sposobnosti. Sploh se nisem trudila, pa mi je uspelo. Ne? Torej spet vidite, en tak vzorec, ki služi temu, da se zaščitimo pred nekim bolečim doživljanjem neuspeha, je pa tak vzorec pravzaprav slaba prtljaga za vaše nadaljnje učenje. Ker vas pravzaprav sicer ščiti pred bolečino ob neuspehu, ampak vam tudi preprečuje, da bi se zares polno predali nekemu področju, zares polno vpletli v učenje, zares zavzeto vpletli v učenje. Potem imamo tukaj ta tretjega, kaj če se osmešim, kaj če bom zadnja oziroma najslabša, kaj pa če naredim kaj narobe. Zdaj to osredotočenje na vtis, ki ga boste pustili, je pravzaprav v nekih novih situacijah, ki še niso varne in domače, še toliko večje. V novih situacijah smo še toliko bolj spodbujeni, da na ta način razmišljamo. Pretirana osredotočenost na socialno primerjanje pa zagotovo ni dobra. Ljudje načeloma smo bitja, ki se primerjamo med sabo,
Tega ni možno popolnoma preprečiti, ne, to je en del našega delovanja, delovanja našega uma. Če smo pa pretirano usmerjeni v socialno primerjanje, je lahko to izjemno veliko breme in velika ovira. Potem pa ta četrti neuspeh pomeni, da nisem dovolj sposoben ali pa sposobna, samo ko sem uspešen ali pa uspešna, se čutim vrednega in dovolj dobrega. Torej, samo če sem uspešna, sem vredna, tako pogojno sprejemanje sebe. To je vzorec, ki je pogosto v ozadju perfekcionizma, pretiranega perfekcionizma, tega nezdravega perfekcionizma. Naredim vse in še več, da se izognem doživljanju neuspeha. Z vidika študijske uspešnosti je to mogoče učinkovito, ne? In če ste se prepoznali v tem vzorcu, boste najbrž pritrdili, da vam je tak vzorec vedenja do zdaj kar dobro služil in vam omogočal, da ste bili v šoli uspešni. Ni pa seveda takšno pogojno dojemanje sebe kot vrednega v redu z vidika vašega duševnega zdravja. Ne, predstavlja lahko izjemno veliko breme. Pa potem še zadnji, ko sem neuspešna, me je sram, spet problematično, ne, zato ker je v ozadju predpostavka, da je neuspeh pravzaprav še posebej, če sem se zares potrudila, če sem se res polno vrgla v učenje, da to pomeni pravzaprav nek pokazatelj nesposobnosti, kar je zelo problematičen zaključek. Torej, zdaj, ko malo nagovarjamo ta nefunkcionalna prepričanja povezana z neuspehom, mislim, da lahko razumemo, da je učenje tvegano. Kot piše tukaj, learning is a risky business. Učenje je vedno tvegano. Pa če vam zdaj še eno dodatno vprašanje za razmislek postavim, kaj bi rekli, je učenje prijetno ali je učenje ena sama muka? Če bi rekli, ena pomeni zelo neprijetno, eno trpljenje in mučenje, 5 pomeni zelo prijetno, z veliko zanosa in pozitivnih občutij. Kaj bi rekli? Ni treba zdaj zares odgovarjati, razmislite. Jaz si predstavljam, da bi najbrž rekli odvisno, ne? Torej, odvisno od česa je pa to odvisno, bomo zdaj malenkost nagovorili. Sodobna psihološka spoznanja so načeloma zelo blizu tezi, da je učenje, vse tisto namerno, zavestno učenje, precej težaška aktivnost, ki se ji, kadar imamo izbiro, raje izognemo kot ne. Pomislite, kako se vedete, če vam učitelj reče, da nekaj ni obvezno, da neke dodatne naloge lahko naredite, če želite. Tudi načeloma ljudje, če možnost iskanja bližnjic obstaja, smo nagnjeni k temu, da iščemo bližnjice. Učenje zahteva namreč trud, naša naravna težnja pa je varčevati z osebnimi viri v nekih situacijah, ko se je potrebno potruditi. Prizadevati si pri učenju vedno zahteva in pomeni izstop iz območja udobja. Vedno je malo neprijetno, ker smo ljudje pač radi v svojem območju udobja. Še posebej pa je ta izstop iz območja udobja tvegan, če je vaš odnos do neuspeha nefunkcionalen, morda na katerega od načinov, ki so bili predstavljeni na prejšnji drsnici. Ker vlaganje truda pač pomeni vedno neko določeno stopnjo tveganja, zato ker enostavno v takih situacijah nimamo zagotovila, da bomo kljub vloženemu trudu uspešni. In če ste prepričani, da je neuspeh povratna informacija o vas samih, torej o tem, kakšni ste, je tveganje za vas še toliko večje. Učenje torej zahteva precej poguma. In vsi boste doživljali tudi neuspeh. Vsak pač v skladu s svojo osebno definicijo neuspeha, ker se veste, ne, za koga je neuspeh, tudi to, da ni več med najboljšimi. In jaz bi vam res rada rekla, da ne bo težko in da boste z lahkoto zmogli, pa vam tega seveda ne morem reči. Seveda bo kdaj tudi težko in predvsem bo od vas zahtevalo veliko poguma, da zares zagrizete v učenje in premagate strah pred neuspehom. Da skočite v neznano, tako kot tale fotografija prikazuje,
In potem na eni točki pogosto postane tudi fajn, izpolnjujoče. Nekaj, kar je lahko celo užitek. Tudi, če se pri tem skoku v neznano kdaj potolčete. Neuspeh namreč je povratna informacija, pa ne o tem, kdo ste vi, ampak o tem, kako vam trenutno gre in kaj bi bilo dobro v vašem pristopu spremeniti. In čeprav takrat boli, je ključno, da poskusimo razumeti, zakaj smo pri našem skoku v neznano, torej pri našem procesu učenja padli. In da pri tem poiščemo vso podporo visokošolskih učiteljev, to so na fakulteti asistenti in profesorji, pa potem študentov, tutorjev, študijskih kolegov, torej vso podporo, ki jo lahko dobimo. In če ohranimo to metaforo skoka v neznano kot metaforo za proces učenja, najprej boste morda skakali tako, kot prikazuje ta fotografija, torej tesnobno in z zaprtimi očmi. Ko boste začeli s svojimi študijskimi kolegi sodelovati in se povezovati, bo lažje. In nazadnje bodo morda vsaj nekateri vaši skoki prave akrobacije. Ozavestiti svoj morda v določenih vidikih nefunkcionalen odnos do neuspeha je prvi korak v tem, da svoje učenje o sebi, torej učenje o tem, kdo ste, kakšni ste, kako lahko sami uravnavate svoje vedenje in učenje, vzamete v roke sami. Pri tem je tudi pomembno, da se zavedate, da je utečene miselne in vedenjske vzorce, torej neke utečene vzorce, ki so se oblikovali skozi vašo dosedanjo izobraževalno zgodovino in ki so vam nekako služili vsa ta leta šolanja, zelo težko spreminjati, zato bodite do sebe strpni. Poglejte, tisto, kar je za večjimi črkami pa bolj v sredini, to je večkrat bilo izpostavljeno. Najbolj na veliko je strah in to je povsem normalno. In očitno vas je bilo veliko takih, ki ste dali strah na prvo mesto. Torej, ta predstava o tem, kako vsi ostali zadeve bolje obvladujejo, je najbrž napačna. In tukaj jaz vidim zdaj pravzaprav veselje pa navdušenje, vse ostalo je pa eno tako nelagodje, torej dvom, zaskrbljenost, tesnoba. To je okej in normalno. Vedno, kadar vstopamo v neka nova okolja, je potrebnega nekaj časa, da se počutimo domače, da se počutimo varno, da okolje postane predvidljivo, torej da ga lahko postopno nekako imamo občutek, da ga obvladujemo, da vemo, kakšna so pravila igre, kaj je sploh potrebno za to, da lahko, smo uspešni na nekem področju. Tako da to je nekaj, kar se bo v tednih vašega študija pravzaprav morda še malenkost intenziviralo, potem bo pa najverjetneje postopno se začelo spreminjati in bodo začela prevladovati tudi kakšna malo bolj prijetna doživljanja. Potem pa poglejmo še, če ste odgovarjali tudi na naslednje vprašanje. Ja, seveda ste. Takole. Lahko tudi pogledamo na hitro, kaj piše. Veselite se novih poznanstev. Predvsem se veselite novih obrazov in novega načina življenja. Upate na dobro vzdušje, to vam tudi jaz želim. To vam bom jaz pripela v klepet, da si boste lahko sami potem tudi bolj podrobno pogledali. Stres, torej česa se pa bojite, stresa, manj prostega časa, da se boste težko prilagajali vseh teh novih interakcij z ljudmi, da ne boste sposobni slediti, da se bo duševno zdravje poslabšalo, da niste dovolj dobri za študij. Če ste se odločili za ustrezen študijski program,
potek študijskega procesa, to je tudi kar upravičena bojazen. Jaz upam, da je ta današnji razmislek, vsaj malenkost te skrbi uspel nekako, mogoče ne ravno zmanjšati, ampak normalizirati. Torej, v takih situacijah na prehodih se ljudje praviloma počutimo tesnobno, se praviloma počutimo negotovo. Jaz vam želim uspešen in ne preveč stresen začetek. Želim vam, da bi si novo okolje čim prej udomačili, da bi se v njem počutili varno. Zdaj pa vas predajam kolegici Ani Jerman, ponovno zaganjam prezentacijo. Takoj. Ana, izvoli, jaz bom pa takoj odprla prezentacijo. Ok, se slišimo. Da se še enkrat predstavim, moje ime je Ana Jerman, jaz sem klinična psihologinja, delam v zdravstvenem domu, kjer imam enkrat na teden tudi ambulanto za študente. Zdaj, Katja srečuje študente vas bo srečevala v nekem rednem študijskem procesu. Jaz študente srečujem navadno takrat, kadar imajo določene težave, stiske, zaradi katerih se potem odločijo, da bodo poiskali strokovno pomoč. Zato sem se nekako odločila, da bo moj del predavanja namenjen temu, kaj pravzaprav so tiste težave, zaradi katerih je mogoče smiselno pa poiskati neko strokovno pomoč in pač presegajo mogoče neke težave, ki jih lahko rešujemo sami. Ob tem naj povem, da večina študentov, ki prihajajo redno k meni, normalno opravljajo študijske obveznosti, normalno funkcionirajo, vendar čutijo, da na določenih področjih pač imajo neke težave, s katerimi se ne znajo najboljše spoprijemati, ali pa te težave trajajo že dalj časa, še mogoče vlečejo že iz začetka pubertete, že skozi srednjo šolo in so sedaj nekako ugotovili, da je čas, da se temu zoperstavijo. Zdaj tukaj na začetku sem izpostavila mogoče najpogostejše stiske študentov, s katerimi pač prihajajo k meni, preden govorimo že recimo o naravi nekih duševnih motenj. Se pravi ali bodo zmogli študij, pač spreminjajo se študijske zahteve, obveznosti, s tem tudi neke delovne navade. To je ena stvar, v zvezi s čim se recimo študenti dostikrat obračajo name, da si ne znajo organizirati študijskih obveznosti, da potem zaradi tega, ne opravljajo tega sproti, da se jim nabira, da je potem stresa preveč in podobno. Nek tak občutek, kako bo kasneje z nekovimi delovnimi mesti. Še pogosteje pa čutim neke težave recimo v navezovanju medosebnih odnosov, partnerskih odnosov. Veliko je slabih odnosov, ki izhajajo iz primarne družine in veliko študentov še potem živi recimo v domačem okolju in se ti slabi odnosi poglabljajo. Finančne stiske so zelo pogoste težave, zaradi katerih se potem pridružijo še kakšne druge. Pa tudi potem sprememba pač bivanja, odselitev od doma, domotožje, ki je zelo normalno. Sploh za študente prvih letnikov, to, da se v bistvu pač menjajo kraj bivanja, da se preselijo v študentske domove, dobijo cimre, tudi take, ki jih ne poznajo. Skratka, to velikokrat povzroča stiske. Tako da tukaj sem naštela nekaj teh stvari, zdaj bi pa mogoče se bolj posvetila prav duševnim motnjam. Ampak to predvsem v tem smislu, da ne bi govorila to zelo teoretično, ampak v tem smislu, samo da vidim, če sem zdaj prevzela nadzor nad temi slajdi. Sem, ne? V tem smislu, kako se to v bistvu pozna pri posamezniku, da lahko recimo prepoznate pri sebi, vkolikor bi se neke take težave pojavljale in potem recimo kako poiskati pomoč. Zdaj, prva skupina motnj, ki sem jih omenila, so razpoloženjske motnje. Med njimi mogoče najbolj pogosteje poznamo tako vobče depresijo. Zdaj, če mogoče malo opišem značilnosti depresije, ker si laično vedno predstavljamo, da depresiven človek je tisti, ki pač cele dneve leži, ne vstane iz postelje, je ves čas žalosten in joče. Depresija ne izgleda tako. Lahko izgleda, ampak to v zelo skrajni obliki.
Navadno se pač pojavlja zelo dolgotrajna utrujenost, ki je pač nikakor ne more posameznik prespati, to pomeni, da rečemo, sem se naspal in je bilo boljše, ampak se pogosto pojavljajo težave s spanjem, nenehna utrujenost, pomanjkanje energije, volje za karkoli. Študentje poročajo, da se jim ne da recimo početi stvari, ki so jih prej imeli radi, na primer se družiti s prijatelji, biti športno aktivni, da se z veliko težavo spravljajo na fakulteto, opravljajo obveznosti. Epidemija oziroma karantena oziroma šolanje na domu je te težave še poglobilo, povečalo, zato ker je bilo v bistvu teh možnosti za odhajanje od doma manj, in potem je bilo tudi več, pač ko se je to ponovno začelo sproščati, je več študentov poročalo, da se s težavo ponovno lotevajo vsakodnevnih obveznosti izven doma. Skratka, temu se potem lahko pojavljajo ene take depresivne misli, nič mi ne bo uspelo, nič mi ne gre dobro, ničemer ne prosperiram, ne vidim smisla v tem življenju. In pa neko tako pretežno slabo razpoloženje, mogoče ne bi rekla nujno zelo depresivno, ampak tako nekako otožno, melanholično, z zelo redkimi, potem rečejo, da študentje, saj imam dneve, ko sem čisto okej, sem dobro razpoložen, se lahko sprostim, ampak če je teh dni manj, večino časa pa je potem neko slabo razpoloženje, je to že recimo znak za alarm. Zelo pogoste so sezonske depresije, recimo, da študentje opažajo, da se tekom jeseni in zime počutijo na ta način, potem se jim pa recimo spomladi in pa poleti razpoloženje bistveno izboljša. Zdaj že tudi v kvalifikacijah govorimo o sezonskih depresivnostih, to pomeni, da v bistvu oziroma sezonskih razpoloženjskih motnjah, in tudi to je lahko nekaj, zaradi česar se recimo študentje odločijo, da bodo poiskali pomoč. Manija je na nek način obratno od depresije, čeprav gre navadno roko v roki, se pravi, pri maniji so značilne ene take zelo manične faze, mi rečemo v tem smislu, da ima posameznik ogromno energije, da počne 100 in eno stvar hkrati, mogoče preveč stvari, ne rabi veliko spanja, zelo veliko govori, ves čas bi bil aktiven. Navadno manijam potem sledijo obdobja depresije in potem gre v tem smislu za neko bipolarno motnjo, ampak redkeje se potem študentje recimo našo svetovalnico oziroma ambulanto za to težavo obračajo, ker navadno se mogoče te težave že pojavijo prej in so že kje obravnavani in to boljše obvladujejo, ali pa kasneje. Pozabila sem mogoče reči, da večina duševnih motenj ima začetek nekje med 18 in 30 letom. To je ravno v bistvu tudi v tem obdobju študentskega časa. Potem bi se mogoče lotila naslednji skupini motenj, ki je pravzaprav najpogostejša pri študentih, vsaj sama se z njimi najpogosteje srečujem, to so anksiozne motnje. V okviru anksioznih motenj so pogoste socialne fobije. Tega je res precej, že pri mladostnikih v srednješolskem obdobju tega opažamo veliko, se nadaljuje potem tudi v študentsko obdobje, hkrati pa je, kot sem že rekla, tudi šolanje na domu to še precej poslabšalo. Socialna fobija pomeni en tak strah pred socialnimi stiki. Posameznik ima občutek, da bo se usmešil, da bo naredil nekaj takega, s čimer ga bodo drugi čudno gledali, se mu smejali. Skratka, in zaradi tega se raje nekim socialnim situacijam izogiba, ali pa se pač vključuje le, kolikor je nujno potrebno, ali pa ima mogoče enega, dva prijatelja, s katerimi je sproščen, v ostalih socialnih stikih pa mu je zelo neprijetno. Študentje potem navajajo, da se zelo slabo počutijo recimo pri nekih skupinskih aktivnostih, kjer je treba sodelovati z ostalimi, da jih to onemogoča, da bi se recimo družili študenti izven fakultete, šli na kakšne zabave, se družili na kakšnih kavicah, kosilih. Ločiti moramo se pravi tukaj dvoje. So študenti, ki sami rečejo, oziroma posamezniki, ne samo študentje, da pravzaprav nimajo izrazite potrebe po druženju in da jim je dovolj, če imajo mogoče enega, dva prijatelja. Pri takih pač ne govorimo o socialni fobiji. Socialna fobija je takrat, kadar si človek želi družbe, želi si pač večje socialne vključenosti, vendar zaradi tega strahu tega ne zmore premagati in se potem tudi ne vključuje.
Skratka, v socialnih situacijah taki posamezniki čutijo velik pritisk, zdi se jim, da sploh ne znajo oblikovati pametnih stavkov, da karkoli bodo rekli, bo zvenelo čudno, zaradi tega raje molčijo, se držijo bolj ob strani oziroma se takim situacijam izogibajo. Naslednja zelo pogosta motnja, zaradi katere študentje poiščejo pomoč, je panična motnja oziroma panični napadi. Panični napadi se lahko pojavijo kadarkoli, out of blue bi rekla, brez nekega jasnega vzroka, in gre za to, da se človek najprej pomisli, da je z njim fizično nekaj narobe, ker so znaki takšni, kot bi si predstavljali, da mogoče gredo za kakšno kap. V tem smislu človek začne pospešeno dihati, zdi se mu, da mu nekaj stiska na pljuča, da ne more zajeti sape, lahko se začne tresti, dreveneti, lahko se začne močno potiti, čutiti močno razbijanje, hitro razbijanje srca, kar navadno potem povzroči misel, jaz bom umrl, zgodilo se bo nekaj hudega, in navadno prvi panični napadi izgledajo tako, da ljudje iščejo pomoč na urgencah, misleč, da je z njimi nekaj narobe fizično. Panični napadi se lahko pojavljajo v nekem obdobju zelo pogosto, tudi po več paničnih napadov dnevno, lahko se pa pojavljajo pač potem sploh več ne ali pa zelo redko. Navadno sam panični napad traja nekje 10 minut do pol ure in potem se v bistvu umiri. In v tem času se človeku nič ne zgodi, razen da se pač počuti zelo, zelo, zelo slabo. Obvladovanje paničnih napadov je pravzaprav to, da se jih naučimo obvladovati, ker s tem, ko se jih naučimo obvladovati, se potem tudi navadno ne pojavljajo več, ker jih v bistvu smo opolnomočeni za njih. Najslabše je takrat, kadar nas jih je zelo strah. Potem se včasih ljudje začnejo izogibati nekim situacijam, kjer so se panični napadi pojavljali, ali se pa zaradi tega zelo, zelo zapirajo vase, ker jih je strah, da bi se to pojavilo v neki socialni situaciji in da bi zaradi tega izpadli pač čudno. Omenila bi še generalizirano anksiozno motnjo v tem smislu, da gre za neko vseobsegajočo zaskrbljenost glede vsega, brez nekega jasnega strahu, tako sta recimo je strah pred socialnimi stiki, ampak gre za nenehno prisotno tesnobo, nenehno prisotnost, nek tak razpršen strah, ki ga človek ne more čisto smiselno pokazati, poimenovati, govoriti o njem, ampak ves čas čuti eno tako napetost, tudi fizično napetost telesa v tem smislu, da so mišice pokrčene, zakrčene, da se ne more sprostiti, da ima ves čas občutek, da se bo nekaj zgodilo, pa ne ve točno kaj. Temu rečemo potem neka taka generalizirana anksioznost. Tu bi še mogoče potem omenila, kar pogosto vidim, je strah pred študijskimi obveznostmi, se pravi, da čutijo študenti izrazito tremo pred recimo ustnim spraševanjem ali pa pisnimi izpiti ali pa kakšnimi govornimi nastopi, predstavitvami. Tudi to je nekaj, kar v bistvu se da dobro obvladovati, vkolikor je ta motnja tako moteča, da zelo pomembno niža posameznikov uspešnost. Vsak izmed nas čuti v bistvu pred nekimi takimi obveznostmi neko tremo, pred vsakim javnim nastopanjem, pred vsako preizkušnjo, kot je na primer izpit, kot je na primer spraševanje, kar je normalno, ampak če mi potem vseeno zmoremo normalno prikazati svoje znanje kljub tej tremi in smo zadovoljni recimo z nekim rezultatom, potem to ne moti našega funkcioniranja, vkolikor pa dobivamo pomembno nižje rezultate zaradi treme, ne zaradi pomanjkanja ali pa odsotnosti znanja, je pa to recimo bolj problematično. Potem bi tu omenila še obsesivno-kompulzivno motnjo. Gre za motnjo, kjer se pri posamezniku pojavljajo obsesivne misli, mi jim rečemo obsesije, v kateri gre za neke misli, da se bo zgodilo nekaj slabega, vkolikor ne bomo naredili nekih kompulzij, se pravi nekih prisilnih dejanj, in tudi ta se lahko kažejo kot nekih ritualov, ki jih posameznik razvije, recimo od ugašanja prižigane luči, pospravljanja stvari na točno določeno mesto, nekih ritualov pri smislu umivanju rok, polaganju kozarcev, pri recimo tuširanju, da si recimo človek, ne vem, večkrat na dan umiva roke, si jih umiva po določenem ritualu, kar lahko traja tudi zelo, zelo dolgo, na nek poseben način nje se obrača. Skratka, te obsesivne misli in kompulzije se lahko nenehno spreminjajo, povzročajo pa veliko, veliko tesnobe.
Potem bi omenila, tukaj še je somatoformna motnja, tukaj gre za občutek, da je s telesom ves čas nekaj narobe. Posameznik ima ves čas eno skrb glede telesnega zdravja, občutek, da je zaradi nečesa bolan, da ima neko bolezen. To se lahko spreminja, kaj je, ampak mu to povzroča nenehno zaskrbljenost, kljub temu, da organski pregledi pokažejo, da je vse BP. Se pravi, ampak je ves čas prisoten nek strah, da nisem v redu, nisem zdrav, nekaj je z mano narobe, naprimer težave imam nevrološko v glavi, nekaj se bo zgodilo v tem smislu slabega, odkrili bo tumor, ali pa da gre za neke težave z želodcem, nenehne slabosti. Anksioznost se lahko kaže tudi skozi psihosomatiko, se pravi pogosti nenehni glavoboli brez organskega vzroka, pogoste slabosti, tudi pogoste recimo težave z odvajanjem, potem kakšne bolečine, ki nimajo neke organske podlage. Vse to so lahko v bistvu telesni občutki, ki jih povzročajo pravzaprav neki psihični vzroki. Psihotične motnje so zelo redke, bi jih pa vseeno omenila, ker je to starost, pri čemer se navadno psihoza pojavlja, predvsem pri moških. Pri ženskah se psihotične motnje pojavljajo kasneje, pri moških je pa pogosta starost ravno nekje med 18 in 22 letom kot začetek. Psihoza v bistvu pomeni, da človek začne izgubljati stik z realnostjo. Najbolj tako znano splošnem so to neke halucinacije in blodnje, ki se začnejo pojavljati, se pravi človek vidi, sliši, čuti stvari, ki jih v resnici ni, ali se pa pojavljajo neke blodnjave misli, ki nimajo neke smiselne podlage, recimo, ne vem, nekdo bere moje misli, že drugi mi želijo škoditi, kamera ne vem, na fakulteti me snema, nekdo snema vsak moj korak, ampak to izven teh, bom rekla, sodobnih teorij zarot, kaj se pač, da smo na vsakem koraku načeloma spremljani, ampak da to postaja nekaj, kar pač absolutno presega ta realen del. Tak človek se lahko zelo začne zanimati za nadnaravno, spiritualno, ima občutek, da ima neke nadnaravne sile, lahko se začne dogajati, da potem tudi sliši, vidi neke glasove, ki mu govorijo neke stvari, lahko se začnejo pojavljati tudi recimo kakšne take obsesivno-kompulzivne rituali, ni pa nujno. Posameznik se lahko začne čudno vesti, govoriti čudne stvari, se umikati, skratka, to je lahko tako se počasi na nek način plazi kot nek prodrom, mi temu rečemo, in se potem na nek način razvije v motnjo, v tem smislu, da postane govor in mišljenje pri osebi vse bolj dezorganizirano, vse bolj čudno. Vsakdanjemu človeku, ki ni strokovnjak, bi rekel, ta postaja čuden. Pogost sprožilec psihotičnih motenj je trava. Absolutno ne da bi bilo to možno pri vseh, ampak pri ljudeh, ki so primarno občutljivi oziroma primarno obremenjeni z možnostjo za razvoj psihotičnih motenj, recimo to so pač neke psihotične epizode ali pa kasneje tudi shizofrenija, je pogosto sprožilec to prekomerno pogosto kajenje marihuane. Seveda tudi drugih drog, ampak spomnim se, da marihuana je bila navadno najbolj tako pogosta pri sprejemih na psihiatrijo, pri fantih starih recimo 20 let, da je imel v anamnezi pač neko dolgotrajno in pogosto kajenje marihuane. Ni pa seveda to nujno in pa ni nujno, da bo to sprožilo pač psihotično motnjo. Potem bi še omenila motnje hranjenja. Pri motnjah hranjenja ločimo anoreksijo, bulimijo in pa kompulzivno prenajedanje. Seveda to vsi na nek način vemo, za kaj gre. Anoreksiji gre za omejevanje hrane, ki je pač eskalira do te mere, da človek več ne, da pač človek izgublja težo, dokler ni to že življenjsko ogrožajoče, pogostejša je pri dekletih, se pa pojavlja tudi pri fantih. Bulimija je, da skuša posameznik nadzorovati telesno težo z bruhanjem.
Kompulzivno prenajedanje je, da se posameznik prenajeda v situacijah recimo povečanega stresa, ampak da je to ni tisto, tako vsak od nas kdaj kaj več poje, ampak da je to prav v takih valovih, ko se človek recimo več dni zaporedoma, več ur absolutno prenajeda in potem zaradi tem čuti hude občutke krivde, lastne nesposobnosti, gnusa in podobno. Pogosto se lahko recimo tudi prenajedanje in bulimija sta v roko v roki, pri anoreksiji je navadno samo omejevanje hrane. Pri moških v zadnjem času pogosteje srečamo tudi bigoreksijo, v smislu pač izrazitega ukvarjanja s fitnessom in potem vse to, kar potegne s sabo. To vse so pravzaprav vzroki za poiskati pomoč. Zdaj, kaj bi rekla mogoče predne zaključiti in kam se lahko obrnete po pomoč? Vse to, kar sem zdaj opisala, se vsakemu izmed nas lahko pojavi v določenem delu življenja, lahko je to mogoče samo neko obdobje. V tem primeru ni nujno, da zdaj mi moramo za vsako tako stvar misliti, da imamo duševno motnjo in da potrebujemo pomoč, ampak kadar pa neko naše občutenje ali pa vedenje ali pa počutje moti naše funkcioniranje, se pravi, da čutimo na dalj časa že, da zaradi teh težav psihičnih ne moremo funkcionirati tako, kot bi si želeli, da ne moremo recimo zdaj v študentskem času, da dobro ne funkcioniramo v vrstniških skupinah, tako kot bi si recimo želeli, da ne funkcioniramo dobro v partnerskih odnosih, da nismo kos študijskemu procesu, kljub temu, da se trudimo, da se težko trudimo, da ne najdemo motivacije za to, čeprav si to želimo, da nas obremenjujejo neke druge stvari, bodisi z družinskega okolja, bodisi z nekega našega intrasubjektivnega okolja, potem je smiselno poiskati pomoč, se pravi, kadar to pomembno moti naše funkcioniranje. Zdaj, mogoče obstajajo svetovalnice v okviru fakultet, ki so lahko recimo včasih mogoče nek prva postaja, sploh kadar neke težave niso zelo izrazite, ampak posameznik potrebuje zgolj kak pogovor. Za zelo izrazite težave se pač priporoča pridobitev napotnic za psihiatra, predvsem kadar gre v ozadju tudi mogoče za idejo, da bodo potrebna zdravila. Obstaja tudi urgentna psihiatrična ambulanta, kamor se lahko posamezniki obrnejo nad 18 let brez napotnice kadarkoli 24 ur na dan in deluje v okviru psihiatrične bolnice v Mariboru v UKC. Študentska psihološka ambulanta, ki pa deluje v okviru zdravstvenega doma Maribor, pa je bila doslej locirana v študentskem dispanzerju ob Parku, sedaj se pa bo prestavila v tem času, kar govorim, se pravi v tem obdobju na Vošnjakovo v zdravstveni dom. Zdaj, v okviru študentske psihološke ambulante se pri študentih prvega letnika dela tudi preventiva. To pomeni, da študentje prvih letnikov opravite sistematski zdravniški pregled tekom prvega letnika in takrat med drugim tudi rešite en tak psihološki vprašalnik, ki je vezan na različne težave z različnih področjih in študente, ki na tem vprašalniku veliko težav navajate, potem povabimo na en tak triažni razgovor, bodisi po telefonu, bodisi v živo, kjer lahko potem pač izrazite, če obstaja, mogoče pa vseeno kakšna potreba po neki daljši obravnavi oziroma daljši obravnavi po vključitvi v obravnavo ali pa je šlo mogoče samo za neke prehodne težave vezane mogoče na študijsko obdobje, v smislu izpitnega obdobja, v smislu večjih obremenitev stresa. V primeru, da bi se recimo študentje želeli naročiti k meni, kliničnemu psihologu, ki delam študenti, je potrebna napotnica za kliničnega psihologa in se potem obrnete na, včasih se je to imenovala služba za otroško in mladostniško psihiatrijo, sedaj se pa bo imenoval Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. V okviru tega se potem to lahko dobi termin za razgovor pri meni. Skratka, kot sem rekla, veliko je nekih težav, s katerimi se študentje srečujejo, sploh mogoče prvo študijsko leto, zaradi tega, ker je to, tako kot je že Katja povedala, en velik razvojni korak. Iz tega pravzaprav, ko smo v osnovni in srednji šoli,
šli v neko zelo jasno strukturo šolanja, obveznosti doma, se zdaj v bistvu spremeni sam študijski proces, dela za študijski proces, bolje to na nek način, odgovornost se prenese v večji meri na študenta, kot je bilo mogoče to prej. Hkrati se pa je vstop v študentski čas tudi en tak prehod iz, bom rekla, v zgodnjo odraslost, če rečem čisto po razvojni psihologiji, ki pravzaprav prinaša tudi številne nove razvojne naloge, ki so lahko pač vsakemu posamezniku tudi pravzaprav dodaten izziv, dodatno veselje, pa tudi dodatna obremenitev oziroma pač nek stres. Skratka, zdaj jaz mislim, da sem zajela nekako na kratko vse. Če so kakšna vprašanja za mene, bodisi za Katjo, sva seveda na voljo. Tukaj pa sta dana tudi najina kontakta. Vkolikor bi kdo želel vprašanje zastaviti bolj anonimno, se lahko tudi obrne na naju in nama piše na mail. Pa uspešno študijsko leto vsem. Srečno. Srečno.